Spoštovane, spoštovani, v arhivskih prostorih pod našimi nogami je shranjenih več kot 2000 doktoratov. Narediti pravičen izbor po kakršnem koli že kriteriju je seveda nemogoče. Zato je izbor izključno avtorski in ga jemlje nase. Prav tako upravičen bi bil kakšen drugačen, na katerem bi bili povsem drugi ljudje. Tudi če bi Filozofska fakulteta sestavila komisijo modrecev, ki naj bi naredila izbor, sem prepričan, da taka skupina naloge nikoli ne bi končala in te razstave ne bi bilo. Razstava tudi nima ne namena in ne moči, da bi izbrane doktorande predstavila celovito in o njihovem delu in življenju dala nekakšno končno sodbo. Zato bi bile potrebne druge vrste študije. Nekateri jih že imajo, drugi jih morda še bodo. Izboru torej ne gre dajati večjega pomena. Naj pa spodbudi razpravo tako o doktorandih, ki so na razstavi, kot tistih, ki niso. Naj jih ob našem jubileju vsaj za kratek čas prikliče v zgodovinski spomin. Zato tudi ne gre iskati podtonov in sporočil, ki jih razstava nima, vsaj nezavestnih. Naprimer o taki ali drugačni rehabilitaciji, popravi resničnih ali domnevnih krivic in podobno. Kot je v zgodovinopisju pogosto, je nanje vplivalo mnogo povsem banalnih dejstev, povezanih z ohranjenostjo gradiva, možnostjo, da dobimo pričevalce, njihove interpretacije. Povezana je s časovnimi, organizacijskimi in finančnimi omejitvami majhne skupine iz raziskovalnega programa Slovenska zgodovina, ki je razstavo pripravila. Vsem kolegicam in kolegom se iz srca zahvaljujem za požrtvovalnost, brez katere te razstave ne bi bilo. Zgodovinski reflektor ima pač omejeno moč in domet. Ne nazadnje smo se soočali tudi z iracionalnimi birokratskimi postopki, zaradi katerih je bilo že od začetne ideje vprašljivo, ali bomo razstavo sploh lahko pripravili. Tu se seveda tudi jaz zahvaljujem vsem strokovnim službam fakultete in univerze in še posebej dekanu in rektorji, ki sta se osebno angažirala. Kar pa ne zmanjšuje absurda sodobnih družb, s katerim smo se žal preprosto sprijaznili, namesto da bi se mu uprli. Absurda, v katerem smo po eni strani izpostavljeni totalnemu nadzoru globaliziranih anonimnih centrov moči, preko računalnikov, pametnih telefonov in televizorjev do kreditnih in trgovskih kartic. Po drugi strani pa na tej razstavi ne boste videli slike s promocije zadnjih doktorandov Filozofske fakultete, ki jo sicer lahko vidite na spletni strani univerze, ker so pač podpisali soglasje samo za univerzo, ne pa tudi zato, da bodo prikazani na priložnostni razstavi na fakulteti, na kateri so doktorirali. Razstava je predvsem namenjena počastitvi stoletnice prvega doktorata, stoletnici univerze in fakultete, zato je v ospredju, kot je bilo že poudarjeno, Ana Majer. Drugi so izbrani bodisi zaradi pomena svojih doktoratov, bodisi zaradi svoje karizmatičnosti, bodisi kasnejše kariere. Kot nekaj, kar ob družinski obletnici priložnostno in prej ko ne naključno pride iz hrambe in kleti v dnevno sobo, da opozori na vse družinsko bogatstvo. Edino, kar morda izstopa, so doktorati in osebnosti z področja filozofije. Razloga sta dva. Eden je pač v tem, da so filozofi že po naravi poklica najbolj ostri kritiki družbe. Drugi pa, da je v tem trenutku najbolj prepoznavna znamka te fakultete, tako imenovana filozofska trojka, torej Slavoj Žižek, Kladen Dolar in Alenka Zupančič. Ob tem naj opozorimo, da so sestavni del te razstave tudi izseki iz pričevanj, ki se vrtijo na ekranu. Sorodnikov, prijateljev, poznavalcev, njihovih naslednikov na predavateljskih mestih ali funkcijah, ki so jih zavzemali na fakulteti in univerzi. Nestorjev posameznih strok. Večina teh pričevalcev govori tudi o svojih doktoratih in svojih karierah, le da njihova dela niso razstavljena tudi fizično.
V celoti bodo intervjuji objavljeni na Facebooku z naslovom Doktorati Filozofske fakultete, ki je že odprt in je prav tako sestavni del razstave. Tam bodo prikazani tudi panoji, ki jih vidite tukaj. Razstava bo torej ostala tudi po obletnici in zaprtju in poskrbeli bomo, da bo ohranjena za zanamce. Postopoma pa ji bomo dodajali še kakšen intervju in gradiva, saj se je kar nekaj sorodnikov in drugih ljudi javilo, da so nam na razpolago. Poskrbeli bomo tudi, da bo razstavo v letu praznovanja videl še kdo v Sloveniji in v tujini. Še posebej se želim zahvaliti sorodnikom in prijateljem, ki so se nam odprli, z nami delili spomine, nas pustili v svoje domove, nam posodili fotografije in osebne predmete. Naj kot zanimivost povem, da je naš najstarejši pričevalec, dr. Zdenko Roter, star 93 let, najmlajša pričevalka Luna Volpi, prapravečakidja Ana Sodnik pa 9 let. Res hvala vam za to zaupanje, tako redko lastnost v teh podivjanih časih. Želimo pa z razstavo spomniti in opomniti na še nekaj stvari. Notranji spori, rivalstvo, zamere, poseganje politike v avtonomijo in kar je še tega, so seveda sestavni del zgodovine tudi te fakultete in univerze. Gre za nevidno zgodovino, ki v marsičem v resnici usmerja tok dogajanja, a le redko pride v zgodovinske študije. Nekaj pa povsem, kar sem prebral in raziskal o zgodovini fakultete in univerze, vendar lahko rečem. Kot fakultetna skupnost smo bili nekoč prej bolje povezani, kot smo danes, v času skrajnega individualizma. Ne gre za to, da si sedanje ali kakšno drugo vodstvo v bližnji preteklosti ni trudilo in se ne trudi za to. Nasprotno, gotovo se. Gre za to, da je skupnost na ravni celotne družbe zapostavljena, da ne rečem zasmehovana. Včasih je pripadnost šoli, kot je imel navado reči Nace Šumi, vrednota. Danes se šteje za ostanek prejšnjega sistema, vsako delovanje v prid skupnosti pa za neumno zapravljanje časa in energije. Z razstavo želimo tudi opozoriti na splošno razširjeni antiintelektualizem v slovenski družbi. Ta ni od danes. Čeprav se tega ne zavedamo, se je gradil dolgo in sistematično in se kaže na številne načine. Kaže se skozi posplošeno medijsko kampanjo, ki jo na srečo bolj ali manj strani enega senzacionalističnega medija ob stoletnici doživlja univerza. Seveda nismo proti usmerjeni, argumentirani, premišljeni kritiki in tudi nas marsikatero ravnanje na univerzi zelo jezi. Gre pa za način, skupni učinek nekakšne kombinacije turških nadaljevank in socialističnih kampanj proti neupravičenemu bogatenju, pač za povprečnega gledalca ne pomeni nič drugega kot splošno obsodbo univerze, ki pade na vse nas. To je osnovna logika psihologije množic in neodgovornega vpliva medijev nanje. Antiintelektualizem se kaže v odmerjenem denarju za znanost in visoko šolstvo, ki je med najnižjimi v Evropi. Kaže se v vulgarnem, neartikuliranem govoru polpismenih poslancev in drugih politikov. Še igransko šolenemu predsedniku vlade včasih uide kakšna zdravo ljudska modrost znanega lika iz njegovega prejšnjega poklica. Njegov pogosto izrečen stavek je: mi ne filozofiramo, mi delamo. Že Platon je v svoji državi razložil, da človeštvo čaka zgolj zlo, če politična moč in filozofija ne bosta upadli v eno. Tradicionalne stranke že leta in leta nimajo nobenega intelektualnega zaledja, saj geostrateških premislekov ne potrebujejo ne stranka in ne država. Še manj pa seveda kritiko, zgolj mešetarske spretnosti. Javna razprava se je preselila na Twitterje, njen intelektualni domet pa je ravno tolikšen, kot je dovoljeno število besed. Zgodovinsko gledano pa je največji antiintelektualizem, rekel bi mu politični zločin nad narodom, zapravljena, razprodana in uničena intelektualna dediščina. Od številnih izumov,
tehnoloških inovacij in svetovno priznanih proizvodov do arhitekture in dizajna, ki so ga ustvarili diplomanti in doktorandi te univerze in se je udejanjilo v slovenskih podjetjih. Ta so poleg jezika predstavljala identiteto slovenskega naroda in slovenske družbe. Praktično celotna ustvarjalna moč, ki se je gradila skozi 20. stoletje in je bila okostnica slovenske družbe, ko ta še ni bila država. Danes nam je ostal le še jezik, s katerim pa ne ravnamo dosti drugače. Ponos in samozavest, ki sta izžarevala iz teh dosežkov uma, smo v času intelektualnega vrenja 80. let, ko je beseda še nekaj pomenila, izrazili skozi slogan Slovenija, moja dežela. No, tudi slogan je bil prodan in je končal na prodanih ulicah neke tuje trgovske družbe. Slovenija, moja dežela, pa ni nikoli zares postala Slovenija, moja država, ker ni imela način. Zamislimo si za trenutek, kakšna bi bila ta družba brez naše univerze. Seveda bi še obstajala. Ljudje so se tukaj naseljevali in živeli od praskupnosti naprej in mirno shajali brez univerze. A najmanj, kar lahko rečemo je, da ta družba brez naše univerze ne bi bila slovenska družba. Stoletnica univerze, filozofske fakultete in prvega doktorata je gotovo trenutek tudi, ali še posebej, za kritični samopremislek. Ampak nismo samo mi tisti, ki ga potrebujemo. Tudi družba, ki ji služimo, in še posebej politika, ki to družbo vodi, bi morala globoko razmisliti o odnosu do nas. Upajmo, da bo skozi ta razmislek prišla tudi do ugotovitve, zakaj so nas številne evropske države, ki so bile razvojno 20 in več let za nami, dohitele in prehitele. Odgovor je, zato pač ni treba globokih premišljevanj, prav v odnosu do znanosti in univerze. Naj bo ta skromna razstava, ki je lahko zgolj simbolično upozori na nakopičeno stoletno intelektualno bogatstvo filozofske fakultete in univerze, bogatstvo, ki seveda še zdaleč ni omejeno zgolj na doktorate, spodbuda za tak razmislek. Brez njega bomo nazadovali ali stagnirali še naprej. Hvala.